No, danes je z mano ena zelo zanimiva sogovornica, za katero sem jaz toliko razmišljala, katero temo naj sploh odprem, ker pač večina te pozna pod tisto, ki dela z ženskami na področju maternice, ženskega cikla, menstruacije, si tudi avtorica knjig na to temo, a ne? Ampak, kakor sem se jaz s tabo pogovarjala, si še toliko več kakor to. In glede na to, da je itak s tvoje strani bilo že ogromno tega materijala narejenega, ne, na to temo, sem rekla, ne, lej, brez veze, dajmo izkoristiti še tiste ta bolj žmahtne delčke. In ko sem tako razmišljala, sem prišla do ene take, recimo temu zanimive besedne zveze, in sicer prizemljena duhovnost. Tako da ne vem, daj mogoče za začetek itak načeloma rečem ljudem, povej nekaj o sebi. Tako, pač, kaj se tebi zdi mogoče zanimivega o tebi, kako ti samo sebe dojemaš? Jaz sem vedela, da tale pogovor ne bo čist navaden pogovor, ne? En teden nazaj smo se že pogovarjali o tem, kaj se naj pogovarjamo. Jaz sem dan zjutraj povedala po resnici, da ne vem, o čem bi se pogovarjala, tako da to je ena taka kar velika tema. Kaj bi o sebi povedala? Jaz v resnici imam o sebi mnenje, da sem tako na nek način čist običajen človek, ne? Po drugi strani že od malega vem, da nekako Nisi čisto običajen človek. Nikoli nisem čisto zares tako spadala, ko bi si en del mene želel, a ne? Ker najbolj enostavno je pač biti tak, kot vsi ostali in spadati in se počutiti del te skupnosti, a ne? Najbolj varno je, tako cela zgodovina človeštva nam priča o tem, da je najbolj varno biti tak, kot vsi ostali in všečen, a ne? Ker pa dobro prideš skozi. Tako da nekako že od malega sem se trudila biti normalna. In če poslušam mojo mamo, recimo, ko me kar dobro pozna, ona pravi, da nikoli nisem bila. Tako da to ne pomeni, da sem čisto nenormalna. Jaz mislim, da je samo tako, da pač se sprašujemo o stvarih, o katerih se običajno ljudje ne sprašujemo. A ne? In tudi življenje, bom rekla, me je nekako tako peljalo, da nisem mogla, da se ne bi spraševala. A ne? Tako da kombinacija tega obojega dvojega nekako je pripeljala do tega, kdo Vesna, ki jo vidimo pred sabo je, a ne. Istočasno pa vem, da smo vsi še ful več, kot samo to, kar vidimo pred sabo ali pa kar se kaže skozi naš karakter, a ne. Tako da nekako zadnjih, ne vem že zdaj koliko, 8 let verjetno ali pa 9, vodim delavnice za ženske. Zdaj, zakaj se ženskami ukvarjamo? Ne, na začetku so me moški ful kritizirali, ker sem imela delavnice samo za ženske. To je en tak trigger, zakaj? Ja, zakaj, ne? In potem sem se res usedla in sem rekla, sam res, zakaj se ženskami ukvarjam, ne? Resnica je, da ženske bolj razumem, v smislu, da sem jaz ženska in imam to izkušnjo in jaz delam na podlagi izkušenj, ne? In karkoli bi rekla o moških, bi bilo na podlagi tega, kar sem nek slišala ali pa kar so mi drugi povedali ali pa kar si mislim, da bi lahko bilo. Jaz res rada delam na podlagi izkušenj, kar spet ne pomeni, da je moja izkušnja, da morajo zdaj vsi tako izkušnjo imeti, ampak za svojo izkušnjo nekako lahko stojim, a ne. In biti ženska je moja izkušnja in biti moški ni moja izkušnja, a ne. Tako da se mi zdi tudi fair, da se z moškimi ukvarjajo moški, ki štekajo moške in zakaj so sploh oni tle, in da se z ženskami ukvarjamo ženske, ki štekamo ženske. Pol se mi zdi pa nujno, da imamo tudi te mešane skupine, a ne. Ampak se mi zdi tudi ful bi bilo fajn, da nekako ženske sebe raziščemo najprej in moški sebe, ker resnica je, da smo prišli s par tisoč let zdajle ene zgodovine, kjer smo se vsi izgubili. A ne, ker vemo, da ko žensko uničiš, ženska vzgaja otroka, si uničil in ženske in moške za naslednje generacije, ne samo ženske, tako kot mi mislimo, a ne? Tako da zdaj je bilo par tisoč takih let, a ne? In mislim, da zdajle tale energija, ki nekako se na novo prebuja, nas spet kliče potem, da najdemo sami sebe kot osebnost, se pravi kot Vesna, kot ženske in kot človeštvo na tej zemlji. No in če greva kar na tisto ta začetno besedno zvezo, a jo kar malo razčlenva, pa sem ti že napovedala, da boš morala odgovoriti na vprašanje, kaj je zate duhovnost. Ja,
cel kup enih besed imamo, ki so tako zelo, njihov pomen se je tako zelo sprevrgel, da jih vsi uporabljamo, ampak noben ne ve zares, o čem govorimo. A ne? Tako da se mi zdi ful fajn, da najprej povemo, o čem govorimo, oziroma da jaz povem, kaj je za mene duhovnost. Pa bi me zanimalo tudi, kaj je za tebe duhovnost. Lahko tudi mene sprašuješ. Ja, jaz bi rekla, da je za mene duhovnost iskanje resnice. Ne moje resnice, a ne, ker zelo hitro se pol spet zastaknemo, ja, ampak tole je res, a ne, in potem moj določi, kaj je resnica. Jaz bi rekla, te resnice, kaj sploh tole je, a ne, eno izmed mojih vprašanj, po moje sem bila 4 leta stara, ko se prvič spomnim, da sem se vprašala, ampak kaj sploh life je, a ne, ker če je to, kar so me recimo takrat v osnovni šoli v cerkvi učili, da pač Bog nas je naredil in zdaj tle se pluse pa minuse igra z nami in če imaš več plusov, greš pa v pridn oddelek, ker imaš fajn, in če imaš več minusov, greš v oddelek, kjer si kaznovan. Ne? To mi je tak preveč človeško, ljudje tako delujemo, ampak tako delujemo zato, ker smo tako omejeni. Ne verjamem, da bi življenje pa Bog tako delovala, ker se mi zdi, da ziher ne more biti Bog tako omejen, ker smo ljudje omejeni. A ne? Ja, dosti bi bilo tragično, če bi bil. Ja, tako da vedno sem se že sprašala, ok, kaj je to življenje, pa kdo sem jaz zdaj tle v tem življenju? A imam kak namen? Ne? Kaj sem sploh? A ne? In prej si tako dobro omenila, ker si rekla, nimamo pravih zgodb o ničemer. Nimamo prave zgodovine, ne vemo, kdo je človek, ne vemo čist zares, kako je vesolje nastalo, pa kaj sploh je vesolje, a ne, razen v tem čist fizičnem smislu, recimo, da nam se malo svita, pa še to se mi zdi zelo veliko vprašanje, a ne. Ampak ja, se pravi, kaj življenje je, a ne, in to odkrivanje te resnice, ki nas zna mogoče na koncu fejst presenetiti, a ne, to bi jaz imenovala duhovnost, a ne, in zdaj to raziskovanje lahko gre pa v ful različne smeri, a ne, enim se kar zgodi, ker so mogoče pač že Bog ve, kako dolgo to proučevali na Bog ve, kjerih vseh nivojih, a ne, mogoče na zemeljski, mogoče obstaja skoraj ziher sem, da pri vseh teh planetih in nivojih obstaja še kje drugje življenje, a ne, in ne vemo, a potujemo po vseh teh različnih nivojih lahko in če lahko, a ne, koliko enih izkušenj, ki so nekje v nezavednem zapisane, smo prinesli s sabo. A ne, tako da, evo, za mene je duhovnost odkrivanje resnice, spoznavanje resnice mogoče. Ja, mogoče na nek način biti odprt, da se ti prikaže resnica. A ne, da greš skozi te svoje filtre, ampak da dejansko v življenju dovoliš, da ti pokaže. A ne, in kakor si rekla, lahko si na koncu popolnoma presenečen, lahko si včasih šokiran, lahko se včasih absolutno o vsem, kar je bilo v tvojem življenju, začneš spraševati in se ti vse poruši. In v bistvu takrat je lahko ful grozen, ampak ko za nazaj pogledaš, je res tako, wow, kakšen dar je, da lahko greš skozi popolnoma različne oblike bivanja sebe. In to se mi zdi, da je res ta pripravljenost na to, da se lahko čist slečeš, če je treba, da vse prevetriš, da vse pregledaš. Se mi zdi res ena taka ful pomembna stvar v duhovnosti. In zaradi tega sem jaz zelo velikokrat skeptična glede praktično vsega, kar na duhovni sceni je. Ja, in ful eno pomembno stvar si tle omenila, ne, da se ti večkrat sesuje vse, kar si mislil, da je res, pa kar si verjel, ne. Ta odprtost, da se mi sesuje, je ful pomembna, ne, ker ljudje, tudi v duhovnosti, tisti, ko se začnejo, predvsem tudi jaz, ko sem začela z duhovnosti, je bilo popolnoma enako, pa ne mislim, da sem zdaj že kam prišla, ne, sam pač ene stvari opustiš na poti, a ne, in če se ti ne sesuvajo stvari, pomeni, da ne delaš onega potrebnega dela, ki ga moraš narediti, da se ti lahko nekaj tako velikega, kot je življenje, sploh začne razkrivati. A ne? In mi si prizadevamo, da bi bilo vse ful fino, da bi teklo in bi bila srečna, ljudje bi bili dobri do mene, jaz bi bila dobra do ljudi, a ne? In smo nekako tle zaciklani, če bom sam dovolj sama sebe popravila, pa če bom sam dovolj prave ljudi okrog sebe zbrala in črtala vse tiste, ki niso pravi zame, potem bo to tako teklo in potem bom duhovna. A ne? Jaz mislim, da duhovnost zgleda lahko precej mesi. In če ne zgleda,
je to komfortizem, ne duhovnost. A ne? Tako da Tina Košir je enkrat rekla, tako ko je mene v srce zadelo, ker je tako lepo ubesedila. Včasih ti mora nekdo samo besediti ene stvari. In ona je o notranji modrosti govorila. In je rekla, notranja modrost ni namenjena temu, da te obvaruje pred težavami v življenju. Notranja modrost je namenjena temu, da te obdrži na tvoji poti. Karkoli že to je. Ne. In ena izmed zablod, ki jih ima sodobna družba, po moje, je to, da mi mislimo, da smo vsi zaradi ene poti in enega načina življenja tle. In to imenujemo, da si pol uspešen, če greš po tej poti, glede katere se strinjamo, da tole je pa prava. A ne? In že ta pogum v bistvu, da začneš izven tega raziskovati, če to ni tvoja pot, če je, super, pa si tak na svoji poti, a ne? In tle je pa pol tam notranja modrost, ki te more vsake toliko časa malo zares predstaviti, včasih samo malo opozoriti, ne. In jaz sem nažalost en izmed teh stvari ljudi, ki se skozi sicer sprašuje, pol pa vidim, da sem včasih tak trmasta, da me more life tako fejst premakniti, včasih kar na grobo že pol, ne, ker drugače ne bom poslušala. Ne, mi je žal, da je tako, mi je žal, ker mi ful narajši, tudi jaz tako nekako prej se premakna, pa da ne rabim teh interakcij. Ka bi vsaj prej dojel, a ne človek. Ja, a ne vidim pa tudi, da se pa ful veliko naučim tudi iz tega, kar ne dojamem, pa potem zagreznem tako daleč v eno smer, da res mora biti huda intervencija, da me nazaj postavi, a ne, ker sploh, če delamo z ljudmi, je to nujno. A ne, ker čist drugače štekam enega, ki je zagrezno, in vem, da ni to sam en princip in da si sam mora eno afirmacijo dovoljkrat ponoviti, pa vsako jutro poslušati moj motivacijski govor za to, da bo na pravi poti. A veš, kaj mislim, a ne? Ampak lahko res vem, ja, za tebe je tole zdaj ful resnično. Ne? Zgubila si se, ne veš, ki si, neprijetno je, vsi te zaradi tega kritizirajo, ampak wow, kako fajn, da si opazila, da si tle. Ja, že to je v bistvu ful. Ja. In jaz vedno rečem, opazuj malo tole. Ni fajn prehitro iti iz teh stvari, fajn jih je integrirati. Vse. In tako une, ki so ful, wow, kako fajn, ne? Nekaj mi je spet prebilo, kot tudi une, wow, čist sem zagrezana v nečem, kar sploh ne podpira moje poti. Ja, pa po moje ti take izkušnje dajo eno tako ful pomembno lastnost, ki se mi zdi sploh v duhovnosti zelo pomembna. Ponižnost. Tista iskrena, ne da sebe ponižaš, ampak da si ponižen do življenja, da si ponižen do vseh naših izkušenj, ki jih imamo, da ne sodiš kar tako hopala, zdaj pa jaz vem, ti pa ne, pa ti bom jaz povedala. Ampak da veš, da vsi smo tukaj v čist istem dreku v resnici. In pač probamo nekaj najboljšega ven iz tega narediti in včasih nam fenomenalno rata, včasih nam pa dolg ne rata. In da sebe ne postavljaš nad tistega, ki se sprašuje, zaradi tega, ker si ti en trenutek nečesa dobrega doživel. Ja, v angleščini imajo krasno besedo humble. A ne, imajo različne besede, mi imamo pač ponižnost in je malo nehvaležna ta beseda. Ena je ta malo cerkvena ponižnost, a ne, ker zginem zato, da lahko en sistem skozi mene živi. Ja, ponižnost v smislu tudi, da si na nek način ne mislim, da sem jaz tista, ki je to ugotovila, jaz tista, ki je tole naredila, a ne, tako, a ne, to je še eno ful zanimivo vprašanje, kaj sploh človek je, ker če mi iz karte preberejo vse tiste stvari, iz rojstne karte, vse tiste stvari, ki jaz mislim, da sem jih jaz sama naredila v tem lifeu in da sem jaz tole ugotovila in dosegla, pol se jaz kar fejst vprašam in to je neprijetno vprašanje, ne? Koliko je mene sploh tle? A ne? In na koncu prideš do tega, da v resnici življenje skozi tebe živi in doživlja tole, kar pač imamo tle v tej človeškosti na tej zemlji, a ne? In zadnja leta, torej tudi bom najprej povedala, da kar dolgo let nazaj sem jaz tudi mislila, da je tako ful
fajn kreirati svoje življenje in da je ful fajn biti tisti, ki bo rekel, kako bo šlo. Pol, ko sem enih parkrat fajn zagrezana, sem videla, da kdo kreira v resnici je ta moj ki je tak fejst omejen, da še tele materialne realnosti ne šteka, kaj šele, če dodamo še kak drug nivo tle zraven k življenju, in da je tako čist nefunkcionalno, če hočem iskati resnico, da se zanašam na to, da mi bo povedal, kaj je zdaj za skreirati tule. In kadarkoli sem skreirala kaj, sem pa ugotovila, da meni je tole tako nepomembno, pa nezanimivo, da okej, in pa ti reče, okej, kaj pa zdaj? Kaj boš pa zdaj kreirala? In to je taka igrica what's next? Kaj pa zdaj? Okej, tole sem naredila, kaj pa zdaj? In se lahko loviš v ta, sam če še tole, tako sem prej rekla, sam če se popravim dovolj, bo pa pol v redu, ful sem se ulovila v to na eni točki, in pol zdaj sem na neki točki, ko me tako ne zanima kreacija, kar ne pomeni, da aktivno ne sodelujem s tem, kar se pokaže, da je moja smer, se pravi, nisem se usedla in čakam, da življenje poskrbi za mene, delujem, ampak v nekem tem zavedanju, da si želim, da bi življenje skozi mene živelo. A sem dobra v tem? Včasih se mi zdi, da mi gre boljše, včasih ne, kar pomeni, kadar sem res lahko humble, kadar sem res lahko ponižena pred življenjem in mu sploh dovolim, da lahko teče skozi mene, da ne vklopim te kontrole, s katero ni nič narobe, sam takrat ne more teči skozi mene, dobim pa eno drugo izkušnjo, Ja, tako da me je nehalo zanimati to kreiranje iz tle ven in me zanima bolj, kaj že je tle in kaj je tisto, kar me res kliče zdajle. Ker se mi zdi, če pa temu sledim, pa vedno ugotovim neke za mene ful pomembne nove poti pa nova spoznanja, s katerimi lahko ali nekaj naredim. Ja, to se mi zdi res tako... To mi je dobro, kar si rekla, da v bistvu ni stvar v tem, da potem ne deluješ. In tega se ljudje ful velikrat pri teh razmišljanjih ustrašijo, da potem si tisti nek pasiven člen v tej družbi, kar je seveda v tej družbi nedobrodošlo. Ampak je poanta v tem, da res, da si kot neko orodje življenja, da se življenje oživlja skozi tebe. To se mi zdi ful ena taka lepa usmeritev v življenju, kar mogoče ni vedno lušten, življenje ni nikdar reklo, šli boste na zemljo in lušten bo. Ne, šli boste na zemljo, šli boste v en prostor, kjer obstaja dualizem, kar pomeni, da so vedno različni poli, ki se med sabo lahko tudi totalno krešajo. Ampak bo pa ful zanimivo učenje in ful se boste razvili skozi to in ful enih zanimivih stvari boste spoznali, ampak nihče pa ni rekel, da boš prišel do ene točke, ki jo moraš doseči zaradi tega, da bo bliss. Ne, te pogodbe nikdar nismo podpisali. Ja, najbrž res ne, Zemlja je res nek prostor raznolikosti, tako jo jaz vidim. Vsega je ful veliko, In zdaj, kaj zelo velikrat naredimo in če sledimo bomo skoraj ziher to naredili, je to, da se ukvarjamo s tistim, kar je ne, kar ne deluje, kar mi ni všeč, kar ne moreš se takole obnašati do mene in tako naprej, ali pa ko grejo stvari narobe, ali pa zgledajo, da so šle narobe, Zaradi tega, ker če sledim naloga je, da me ohrani pri življenju. Torej, s čim se morajo ukvarjati? S tistimi stvarmi, ki zgledajo nevarno, In se mi zdi, da ful velikrat se tle zaciklamo, ampak v resnici je meni ful všeč ena ideja, ko sem jo 20 let nazaj dobila od Esther Hicks. Ona se sicer zakonom privlačnosti ukvarja in takrat 20 let nazaj mi je to ful nekako, mi je bilo ful fajn, ta zakon privlačnosti, sem ga raziskovala. Ona pravi, da bi bilo fajn, če lahko živimo tako, ko kuhamo. V tujini imajo te pantries, to so te omare, v katerih so vsa živila, ki ne rabijo biti v hladilniku, rečemo tako. Se pravi, not je in moka, not je sladkor, not je špageti, vse. In reka, zdaj, če ti hočeš torto narediti, nikoli ne boš odprl te omare in rekel, pa kaj delajo špageti tle? Špageti absolutno niso potrebni za torto.
Sam A ne? res nisem. Ampak boš vzel manj moko, sladkor, čokolado, tisto pač, kar rabiš za to torto, ki jo hočeš narediti, vse ostalo boš pustil primer. A ne? In to jaz vidim, to sem takrat ful se usedla s tem, a ne? In preko si rekla, ta sistem je nekako delovanju, privilegira delovanje, a ne? Včasih je najboljše delovanje, ki ga lahko živim, to, da ne delujem, da se usedem z eno stvarjo in jaz sem se s tem res usedla in se rekla, jaz ful takole delujem, da se ukvarjam s stvarmi, ki ne delujejo, a ne? In potem sem začela počasi, vse te stvari pri meni grejo precej počasi, včasih moram vaditi 1 leto, včasih moram vaditi 5 let, a ne, da nekaj zvadim, kar je logično, ker če 40 let vadiš en način, prejeti na drugega v 2 dneh, redko se zgodi, ampak ful redko, a ne. In sem začela gledati, ok, kaj so une stvari, ki že so tle, ki me kličejo, ki je energija tudi že tle, a ne, ker dostikrat, če se zuma neko stvar zamislim, ni energije, ki bi podpirala ta projekt zdajle. A ne, če pa pogledam, zakaj že je energija, kaj že teče zdajle v tem dnevu ali pa v tem desetletju, a ne, in grem s tistim, je energija že na voljo in ne rabim toliko svoje vnašati še zmer, seveda, se veš, za vsako stvar je treba neke svoje energije tudi dodati, ampak je toliko bolj simpel, a ne, in če sem jaz nek programček, rečemo temu, ki laufa po tej natalni karti, se pravi po teh energijah, ki so prišle iz vesolja v času mojega rojstva, ki jih je moja, rečemo temu, duša prinesla v tem trenutku in ki jih je moja družina dodala, tako jaz vidim človeka, kot te 3 komponente. In je iz tega nastala ena pot, en način, na kjer ga bom doživljala sveta, ne. Se mi zdi najbolj smiselno, da pač pogledam za tole vesno in za to družbo, v kateri živim in za ta čas, v katerem sem, kaj je tisto, kar že teče. In se ukvarjam s tem, a ne. Tako da, to je zdaj enih 20 let, recimo, ki skušam gledati na tak način življenja. A ne, kaj teče, kaj želi steči skozi mene, a ne. In prej si omenila, da sem knjige napisala. Ena izmed teh knjig je bila tako, kot da bi prišla cela knjiga v enem paketku, tako ko imamo na računalniku zip, fajle, ne, ki jih moraš pol odzipati, da lahko vidiš, kaj je not, ne. Tako je prišla. In potem sem je počasi odvijala in potem sem se usedla in dobesedno celo knjigo napisala tako v 2 urah. A ne, bila je že tle. A ne, in jaz tako spet sem ful humble glede tega, ful ponižna glede tega, kaj pride skozi mene. A je to zdaj moja knjiga? Jaz sem jo izdala. Lahko bi jo pa kdorkoli, ker vemo, da ti paketki, ki pridejo na zemljo, ali na način, da so to neke nove inovacije, ali nove ideje, ali novi načini delovanja. Nikoli ne pride en paketek na en konc življenja. Vedno so na zemlji več paketkov pride sočasno. A ne? In meni se ne zdi nič hudega, tudi če bi takrat rekla, ne bom zdaj tele savne prekinila, v savni je bilo po enem kar težkem obdobju, ko sem kar veliko delala in sem bila tako, končno. In takole pride. In sem imela idejo, da naj tole nekdo drug napiše, ne. Ampak pol mi ni dala mera in pol sem res ob enih zjutraj sem se usedla in jo napisala. Ampak če ne bi bil nekdo drug. Meni je to ful zanimivo, ker je ogromno sploh umetnikov deluje na ta na nek način po tem principu. Pač pri vsakmu se lahko drugače odraža, ne? Ampak recimo res fascinantno mi je bilo, kaj enkrat, mislim, da je ena pesnica to govorila, da je pri njej, da ona fizično čuti, ko se ji bliža nova pesem. Tako je rekla, da je to tako kot en oblak, ki prihaja proti njej in ona prav čuti, kako oblak fizično prihaja proti njej in kdaj jo bo zajel in ona potem pač to more dol potegniti. Ja. In mislim, če poznamo toliko teh izpovedi ljudi, ki so pač res kreativni, ki res ustvarjajo stvari, kako si potem lahko še mislimo, da smo mi tisti, ki imamo življenje pod nadzorom. A veš, to je meni tako zanimivo, a ne? Če smo že tokrat v bistvu videli, da ni tako, da v bistvu življenje dozori očitno na nekih ravneh do neke točke, ko se more nekaj uresničiti, ko se more nekaj zmaterializirati. In potem samo poišče kanal, skozi katerega bo to pač prišlo v to dimenzijo. Ja, tako jaz vidim in nisi nič posebnega za to, če si zdaj tole prenesla na svet. Ja. A veš, Ja. nisem nič posebnega za to, če sem to knjigo napisala, pač, ker res ni moje. Jaz sem sam
fizično delo naredila, ki Ja. ga je treba narediti, a ne, da je zaživela. Tako da, ja, ful se mi zdi to pomembno, a ne, zdaj zakaj to delamo je, zato pač, ker to je ena izmed teh napačnih zgodb, ki jih imamo, a ne, o tem, kako življenje deluje in v resnici nas niso nikoli v življenju učili so nas o preživetju na zemlji, a ne, in smo tako zelo zafokusirani v to preživetje na zemlji, da življenje, razen če nas velikokrat počakamo tako dolgo, da nas v bolezen pahne. In jaz sem ena izmed teh, ki je počakala tako dolgo, da je obležala. Tako, pa ne bom rekla, da je to prišlo iznenada. To je bilo par let, ko sem jaz vedela, da če ne spremenim konkretno svojega življenja, tole ne bo dober. Ja. Ne? In ga nisem. Zakaj ga nisem? In tle je veliko ljudi zaciklenih, zato ker jaz sem hotela najprej vedeti, kaj pa naj pol delam, če ne tole, kako pa naj živim, če ne takole, potem bom naredila spremembo. A ne? In pri enih to deluje. Jaz sem mogoče malo bolj trda, a ne? In nisem zaznala tega, kaj me čaka, ali pa še ni bilo. A ne? Včasih je tako, da najprej moram razdreti nekaj, potem moram nekaj časa tisti gledati in potem vidim, kako lahko se stavim nazaj. A ne, dokler nekaj ne razdrem, mogoče ne vidim, kako naj nazaj sestavim tole. In jaz nisem videla, kako sestaviti svoje življenje. In je bilo od odzuni tako popolno. A ne? In pol je še težje razložiti ljudem, zakaj sem zdaj vse tole razdrla. Če pa vse imam, kaj mi ni jasno. Ja. A ne? Vem. Tako da potem je pač življenje prišlo v obliki, kaj pa če se Vesna, ti za pol leta malo dolo ležiš, ker pač ne moreš vstati. A ne? Okay. Ja? In pa sem imela kar veliko časa za pogledati zares svoje življenje, a ne, ker tudi to ne naredimo, ne ustavimo se, pa ga pogledamo. Ja. Res, ne ustavimo se, dirkamo, vstanemo in že vemo, kako bo moj dan izgledal in potem itak grem spat in sem spet nezavestna. Do zjutraj, ko spet začnem dirkati, a ne. Tako da ne bi ponavljala, nobene bolezni ne bi ponavljala, je pa bilo strašno pomembno za mene, da se je to zgodilo, ker tako sem rekla, jaz sem trmasta in dokler me nekaj ne vžge, ne pogledam. Žal. Ja, res mogoče različno delujemo. Ne? Zame recimo, meni že tako ti manifestacijski obredi, pa to je bilo meni zmeri tako malo, ne vem, če je to glih moja stvar, no, pa sem pol malo probala, pa itak, da ni dajvala, ne. Ja. Na kar sem ugotovila, da v bistvu pri meni, jaz sem pa izrazito tako zgrajena, da meni pa življenje ne dovoli stvari, ki niso na mestu. Res. Pri meni- Srečnica. Ja, po svoje srečnica, po drugi strani si včasih mislim, da bi saj kaj mečkan za vmes izsila. Kaj je bilo ful bolj priročno, kaj bi tako nekako lahko upravičila svoj obstoj na tem svetu. Tako, kot si rekla, je pa včasih težko, ker še vse en ta človeški del, si pa želi biti povezan, si želi biti enak kot vsi ostali, a ne, čeprav pol, a ne, in to je ena stvar, recimo, ko jaz skozi menstrualni cikel skušam v bistvu nekako predstaviti ljudem, a ne, da mi nismo ena stvar. Jaz imam znotraj sebe toliko delčkov, a ne, ki jih je ful fajn v bistvu skozi menstrualni cikel spoznavati, ker nas res in ti hormoni in ta biologija in vse, in to, koliko smo blizu nekako temu svojemu duhu, koliko ga lahko slišimo in koliko smo daleč ob drugih časih, mogoče pa bliže temu človeškemu, a ne, nas ful fajn v bistvu nam predstavi vse te različne dele. A ne, tako da jaz sem že zdavnaj nehala verjeti, da je Vesna ena stvar. Jaz sem takale, ne, ampak vedno iščem svobodo, se pravi, če si jaz mislim, da sem takale, če se lahko sam takole oblečem, ali pa če lahko sam tole govorim, ali pa če lahko sam tele stvari verjamem, tudi vrednote, če lahko imam čist popolnoma enake vrednote od začetka do konca, I don't know, ne, a veš, ne vem, pač, če odkrivam nove nivoje sebe, valjda se mora vse spremeniti, ne. In torej Vesna je kot eno integrirano vezje, bi rekli temu, elektrotehniki, a ne, se pravi veliko delčkov v eno celoto, ki funkcionira kot celota nameščenih, ampak nekako za vse te delčke jih je najprej fajn prepoznati, videti, čemu so namenjeni in pogledati, kdaj jih je fajn uporabiti, ker delujejo.
To mi je všeč integrirano vezje. Ja, ker tako je, a ne, je Ja. celota. Tole, kar ti Ja. vidiš, je Vesna in jo doživljaš na en način skozi svoje filtre pač, a ne, ampak znotri mene, o moj bog, koliko enih nivojev je in vidim, da zdaj tole dogajanje zadnjih 2 let, a ne, je še ful enih nivojev oživilo, ki niso živeli prej, Ja. a ne, in mi je tako ful fajn vedno nove in nove Vesne tle znotri spoznavati, a ne, dejansko si vzamem čas in jo spoznam, ta delček, to novo Vesno in jo skušam to ne vem, kako bi se rekla v slovenščini, narediti wrong, se pravi, ne kritizirati in ne si misliti, da tole pa čist narobe tale del Ja. mene, a ne, ko velikokrat rečemo, jezna Vesna je narobe, Ja. krivična Vesna je narobe. A ne, jaz sem imela v Avstraliji enega coacha, Okay. tako, ki je bil res hudo dober coach, ne, in enkrat se ne spomnim, s čim sem prišla, bila sva tudi prijatelja, tako da je veliko coachingov kar takle padlo in enkrat smo se dobili in sem jaz pojamrala, da je neka laž je bila, ali da sem se jaz nekaj lagala, ali da sem krivična, nekaj, kar mi ni bilo všeč, a ne, nisem tega dela sebe sprejemala in ljubila. In sem rekla, joj, veš, kaj je ona rekla, da sem tole, ne, prav tako je bilo, da sem tole. In on me je pogledal in rekel, ja, saj si. Ne, in jaz sem bila tako, kako to misliš, ne, in rekel, jaz se zlagala kdaj v življenju. Sem rekel, ja, večkrat, ne. In rekel, ok, torej si lažnivka. Si kdaj koga ubila? Sem rekla, ne. In rekel, komarja? Sem rekla, ja. In rekel, ok, torej si morilka. A ne, in tako mi je naštel cel kup enih vesen, ki jih jaz nisem želela spoznati in imeti za svoje. In takrat sem se res usedla in se rekla, o moj bog, jaz že sem vse. Zdaj, kaj bom s temi delčki naredila, pa kje jim bom dovolila živeti? A ne, tako kot vsi svoji morilki, skoraj vsi, dovolimo živeti, ko pride do komarja, ki mi po noči takole leta. Res me ne zanima to življenje, jaz sam hočem, da utihne. A veš, potem so priložnosti, ko je mogoče najbolj prav, da se zlažem, čeprav to je spet ne, eni imajo vrednoto, ne lažem. Včasih majke mi, da je bolj pomembno, da se zlažem in si mogoče rešim življenje in s tem življenjem pol nekaj naredim dobrega za človeštvo, ko pa da me tle ubijajo, zato ker sem povedala resnico. Ne vem, a ne, tega nekako ni ultimativno prav pa narobe, po moje. In vse te Vesne imajo svoje mesto. Zdaj, če jih pa nekontrolirano prihajajo ven in se pol režim na pogrebih in se lažem, ko je treba povedati resnico, a ne? Ja. To je pa druga stvar, ampak s tem, ko jih spoznavam in jim dam dovoljenje, da so, potem nehajo prihajati nekontrolirano. S tem, da mislim, da smo mi ful nedomiselni ratali glede vsega, kar imamo znotraj sebe. In imamo sliko, da ena stvar se lahko samo na en način izraža, ampak mogoče vsa ta paleta stvari, ki jih imamo znotraj sebe, samo čakajo pravo umestitev. Tako. A veš, tako da ne vem, itak že pač cela naša družba tako deluje, a ne, da so samo pač določene lastnosti so sprejemljive, določene niso in zdaj moraš ti prepoznati, kje imaš tisto nesprejemljivo lastnost in se naučiti, kako jo premagati, kako jo izničiti. Mogoče pa ni point. Mogoče je pa point uzavestiti, ok, to lastnost imam, kako jo uporabiti, kaj z njo narediti, kaj vse mi lahko pokaže. Tako da ne vem, mogoče neka lažnivka znotraj tebe, a ne, lahko ima sposobnost se poigravati z različnimi scenariji, da ni samo en odgovor, ampak je ena situacija, ki ima lahko še polhan enih rešitev in mogoče je neka druga rešitev še bolj funkcionalna, a ne? Ja. Problem, s katerim se nočemo soočiti, je, da ko uporabim vse te dele sebe, moram tudi odgovarjati za posledice. A ne? In ena izmed napačnih zgodb, ki jih imamo, je, da če bom prav ravnala, prav kot so me naučili, potem ne bo posledic. Posledice so vedno. Tako ali pa Vedno. drugače so posledice. Samo drugačne Ja, so. A ne? ja. In čeprav na kratek rok mogoče včasih zgleda, da so posledice tega, da sem neavtentična, ampak všečna za sistem in družbo, v kateri živim, manjše kot tiste, če sem avtentična in res skušam slediti sebi, na dolgi rok so včasih ful večje. Ja, A ne? In absolutno. še ena stvar, recimo, ko je meni tle zanimiva, ko ženske pridejo k meni in jih jaz vprašam,
A si želiš biti celostna? Tako, če zdaj tebe vprašam, a si želiš biti celostna? Ja. Ja, večinoma je odgovor ja, a ne? Če dam lesnico od 0 do 10, smo tam, od 8 do 10 si želijo Čeprav, biti. kad ti nekdo tako vprašanje postav, že veš, da je nekaj v Da je zadnji. zanka, no da. Ja, a ne, ampak biti celostna pomeni sprejeti vse dele sebe in jih sprejeti kot moje, a ne? In tukaj že slutaš zanko. In tukaj že slutaš zanko, a ne? In torej, jaz ne morem delati na sebi, zato da bom ene dele lahko čisto črtala, ker niso za skupnost nekako všečni. In biti celostna. Ja. Za biti celostna rabim vse dele. To je celota. Vsi deli skupaj je celota. In vse Vesne je celostna Vesna. A ne? Tako da tle se ful velikrat fajn se usesti pa premisliti, kaj sploh to, kar razmišljam ali pa to, kam grem, v resnici pomeni. A ne? Ful se je fajn usesti, a ne? In fajn je pač tudi vedeti, da vmes bom zabluzila, vmes bom prišla v une rokave, kjer se ne zlivajo nazaj v reko, ampak bom mogla plavati nazaj. Ja. A ne? In biti okej s tem in računati na to notranjo modrost, jaz temu rečem pač vodstvo maternice, a ne? Da me pelje v uno smer, da bom še zmer na koncu lahko celostna pa avtentična pa nekako usklajena z življenjem. A ne? Ker če je naloga, in jaz mislim, da je naloga ženske, da prinaša na zemljo življenje. Mi smo prinašalke življenja, ne samo skozi otroke, tle se najbolj fizično to manifestira, ne? Ampak življenje z velikim Ž. Potem pač biti odprta za to, da lahko življenje skozi mene teče, je moja prva nekako naloga kot ženska. In nisem sam ženska, sem veliko več kot ženska, ampak ta delček, recimo, če je tle za to, da prinaša življenje, a ne, si ga res želim prinašati. Zato je treba skozi te tančice odstirati in vedeti, da se bom zapletla v tančice. Vse, ker še zmeraj je ta ful prisoten, a ne? In je pač toliko omejen. In če vidim sam takole malo sliko, da se bom zgubila vmes. A ne, mi pa hočemo, da bi bili skozi popolni. Ne, nismo. In potem takole v intervjujih se delamo popolne. In potem ljudje, ki niso v intervjujih, mislijo, da mi smo pa popolni in vse sam teče. In ojoj, ko bi se jaz bila Vesna. Ne, glih tak, gremo čez vse te občutke in glih tak se nam zalomi v življenju, a ne. In se mi zdi tako pomembno biti tudi avtentičen tudi glede tega. Ja, ja. No, malo si se že dotaknila tega, ampak tudi pač ti vodiš program maternice z odgovornimi lastnicami, a ne? Tako, delavnice za maternice z odgovornimi lastnicami. Ful zapleteno ime, redko kdo ga lahko zares, ti si vzela čist skoraj že tam, ja. Bravo. Kaj je zate odgovornost? In kakšne so te odgovorne lastnice? Jaz bi rekla, da moja prva odgovornost je slediti notranjemu vodstvu pod pogojem, da je, bom rekla, to, kar Vesna je, toliko prečiščeno, da sploh lahko resnici slišim, kam življenje šepeta. Tako da moja prva odgovornost je nekako zdraviti te delčke, ki mi preprečujejo videti celoto. Tako da, celih prvih 8 tednov na delavnici posvetimo, jaz rečem temu, pripravi baze. Ker zelo veliko vidim, da je tega nekega dela z maternico, aktivacija maternice je bila, zdaj se je malo stavilo to, ampak en čas je bila aktivacija maternice tako zelo popularna. In jaz vsakič, ko sem videla, bom tle začela, jaz sem en izmed tistih ljudi, ko verjamem, da noben terapeut, pa noben, ki vodi delavnice, pa noben ni slab za vse. Ali pa dober za vse. Vsak pač znotraj sebe ve, komu bom šel in mogoče rabim tudi slabo izkušnjo in sem jo kdaj mogoče tudi imela, da sem se iz tega nekaj naučila. Se pravi, ne mislim, da so eni ljudje, ki delajo skupine ali pa vodijo skupine slabi in eni so dobri ali pa karkoli. Za vsakega je nekdo, ki ga bo slišal in s tem nekaj naredil. Ampak, ko je prišel do aktivacije maternice, sem si res mislila, upam, da ne vejo, kaj delajo. In bo tole en lep obred in se bomo ženske povezale in bo tako fino. Zato, ker ko začneš še enkrat čistiti maternico, bom najprej povedala, kako vidim maternico. Maternica za mene, jaz, ko grem v maternico in je več nivojev maternice, ko
In sam prvi nivo je fizičen, pa imamo energijski nivo, pa imamo pa ene globine, ki jih dejansko ful težko štekati in tudi, če jih skušaš štekati, zginejo. Ampak je skoraj tako, kot da bi se skozi maternico odpirala v življenje. Kot da je en tunel, a ne? In tudi vemo, dojenčki priletijo čez ta tunel ven, a ne? In maternica je vseeno tista, ki združi telo in duha. Tako da nek tunel v življenje, v zavestu duha, je tle čez. Tako jaz doživljam maternico. A ne? In zdaj, tle v tej maternici, ker je to naš energijski center tudi, a ne? Vse te stare tradicije, če jih pogledamo, od taoizma do kitajske tradicionalne medicine, do, ne vem, vse živo, verjame, da je tle malo pod popkom, par palcev pod popkom, ta center naš, tudi energijski center. A ne? In tam, kjer je energija, tam se pridejo napajati tisti, ki jo rabijo. A ne? Tako da tle not v naši maternici je večinoma, če nismo s tem nič naredili, tak kaos, da je to tako, kot da bi zdaj rekli, bomo sprejemali odločitve na podlagi tihega telefona, ki bo šel čez 200 ljudi. Ti poveš, kaj bomo naredili, ko pride do mene, jaz to naredim. Tako večina deluje. A ne? In gledam, da ko rečejo poslušam sebe, to v resnici pomeni poslušam svoje rane. Ja? In sama sebe ustavljam, zato ker so tle neki strahovi, ki so posledica pač teh izkušenj in ran, ki smo jih dobile. A ne? Pričemer je rana, jaz vidim rano kot vse, kar z zavestjo, ki sem imela, ko se je zgodila, in s psiho, kolikor je pač bila takrat razvita, nisem mogla predelati. In se je nekje ta nepredelan zapis z nabojem, recimo, energijsko gledano ima to pač naboj, se je nekje pospravil za kasneje, ko bom lahko to razumela. A ne? Tako da zdravljenje ran je v bistvu čisto na tem nivoju fizike, gledanje teh nabojčkov in zdravljenje, da ta nabojček zgine, da več ne privlači moje pozornosti. A ne? Dokler ima naboj, se bo vedno, ko pride nasprotni naboj, zbudil ta naboj. A ne? Tako da vsi ti strahci in vse to je zelo dostikrat le prisotno, ko jaz rečem poslušam sebe. A ne? Tako da za poslušati sebe moraš imeti precej razdelano vse te svoje strahove in to, da življenje mogoče ni namenjeno, da je čisto samodobno in da dobro izpadem in zgledam pred drugimi, a ne? Zato, da sploh lahko začneš slediti. A ne? In če je zdaj to sporočilo prišlo čez ves ta kaos, ki je tle not, in bom jaz ta kaos aktivirala, jaz res nočem biti poleg tebe, ko se bo to zgodilo. A ne? Tako da mi na delavnicah gremo dosti počasi in najprej sam pucamo. Ker dokler, da vsi nimamo perfekt sluha tle vmes, pa znamo jasno se izražati, ta tihi telefon, vemo, kako deluje, ne? Saj smo se ga velikokrat šli. Tako da tle sem jaz, ne bom rekla previdna, ker previdnost je spet iz enega strahu, ampak tako spet humble od tega, kaj vse tle je, in da če želim poslušati, moram biti pripravljena temu slediti. In vedno nisem takoj pripravljena, ampak moram biti pripravljena vsaj delati na vseh tistih nivojih, da bom lahko nečemu, kar želi živeti skozi mene, rekla ja. Ker če skozi govorim ne, bo slej, ko prej življenje reklo, tle je vse zablokirano. Tle nima smisla, a ne. Grem rajši k Sari, ko bo vsaj slišala, kaj govorim. A ne, tako kot ti, če mi govoriš in jaz nič ne slišim, slej, ko prej boš obupala nad mano. Tako da tle jaz vidim, a ne, za poslušati življenje več čistiš, bolj čisto ga slišiš. A ne. In spet, včasih pač ne slišim, zdaj čem čakala, da bom perfekt, pa da bo tole vse spucano, a ne. Spet, zdaj, kaj je odgovornost? Čakamo še par življenj, verjetno. Ja, odgovornost jaz vidim na eni strani v tej iskrenosti do sebe, ki sem v resnici, a ne. Zelo je bilo zdaj popularno to, da smo boginje. In zdaj, če sem sam boginja, to je en aspekt mene, definitivno ena izmed vesen je boginja, a ne. Ampak zdaj, reči, da sem pa sam to, je pa tako necelostno spet, a ne, ker smo že prej ugotovili, da sem še lažnivka in morilka in tudi vse une lepe stvari. Vse drugače, boginje so bile tudi vse to. Tudi na nek način, sam ko mi rečemo, jaz sem boginja, ne mislimo teh delov. Ne, sam ta lepe. Ja, sam une svete, a ne.
se mi zdi, a ne biti iskrena do sebe, ki res sem, ali pa koliko lahko pač vidim, ki sem. Včasih se mi tudi zdi, a ne, ker sem se italijansko učila, se spomnim, po 30 urah me se je zdelo, da italijansko govorim, ne. A veš, pol, ko že malo znaš govoriti, ugotoviš, da tisto je bilo res slabo, a ne. Tako da biti iskren glede tega, da res ne vem, to se mi zdi, to je mogoče moja prva zaveza. Skozi vedeti, da ne vem v resnici. A ne, in iz tle izhajati. Ker pol sem tudi bolj odprta lahko za vse, kar je tle v življenju za mene. Tako da ja, se pravi vedeti, ki sem, vedeti, koliko sem v resnici pripravljena slediti in biti boginja, ker to prinaša s sabo ogromne neke odgovornosti, a ne. In tudi pač, kadar nekaj naredim, iskreno ali neiskreno, pa ima posledice, sprejeti te posledice. Ne? Če vozim prehiter, sem v integriteti, če me policija dobi, plačam to kazen. In tako, z veseljem jo plačam. To bi bila za mene integriteta, recimo. Ne? Jaz ne vidim integritete kot, če tle 50 omejitev, se moram 50 voziti. Mogoče imam zraven nosečko, ki bo glih kar rodila in hočem pelati 100, da ma prišle pravi čas do tja, kjer hočem priti, da bo rodila. Ne? Tako da nisem tako zelo pristaš teh pravil za vsako ceno, a ne. Sem pa pristaš tega, da sprejmem, da če bojo posledice in posledice vedno so, ampak da sprejmem tudi posledice take, ko so in vedno pogledam, kaj lahko zdaj s temle naredim, a ne, ker sem videla v dualnem svetu živimo, tako, ko si rekla. In vedno je ful stvari, ki jih lahko naredim s tem, a ne. Se pravi, tle je ta pozitivna, ki jo lahko naredim, tle je ta negativna, vmes jih je pa še ful. A ne, tako da jaz rada vedno pogledam, tole zdaj šlo čisto narobe. Kaj se lahko mogoče kaj iz tega naučim, a ne? Mogoče nekomu drugemu povem, da ne bo isto naredil, ne vem. Čeprav možno, da oglih to rabo, tako da. Ampak tudi dopuščaš, da pač to rabaš v redu, dobro. Pač imaš svobodo. Tako da odgovornost in jaz mislim, a ne, ful dober video sem poslušala tvoj eden, ko si govorila o tem, a ne, kaže, misliti sam na sebe. A ne. Jaz mislim, da biti zares povezana z življenjem pomeni poskrbeti zase, ampak ta poskrbeti zase nikoli ni sebičen ali pa da bo prizadel ostale, a razen, če je njihova pot točno to, da so prizadeti. Dopuščam tudi ta del, ampak jaz mislim, da sebično poskrbeti zase in ignorirati vse ostale je spet iz rane. A ne? Poskrbeti zase vedno vključuje poskrbeti mojo skupnost, ker če sem del te skupnosti, pa je skupnost slabo, ali pa če si ti slabo, ali pa če je moj partner slabo, bo to tak ali tak prišlo nazaj do mene. In nisem poskrbela v resnici zase. A ne? Tako da poskrbeti zase je za mene ful širok pojem, ki je pomembno, da sem tudi jaz dober, zaradi tega, ker če nisem tudi dat, ne moram ničesar, oziroma bom dala iz te neke, zdaj si mi pa dolžna, ker jaz sem se takole žrtvovala. To je ta najboljša. A ne, in na koncu se itak izčrpam in potem itak ta skupnost more poskrbeti za sebe, za mene. Tukaj se mi zdi ena ful velika stvar, ki ne vem, če smo že čisto tam, da bi jo kolektivno na neki duhovni ravni dejansko dojeli. Da to ni ločeno to, da zdaj smo vsi v tisti fazi, zdaj bomo pa iz inata, bomo nazaj usekali, pa bomo, ne vem, svoje meje postavili, pa naučili se bomo reči ne, pa te stvari, ampak ne, tukaj smo v nekem prostoru, kjer obstajata in notranji in zunanji svet in nista ločena. In ne glede na to, koliko se ti prepričuješ, da je vse odvisno samo od tega, kako boš ti sebe postavil in kako boš ti in sploh, zunanji svet ima svoje principe. In ti si del tega in se te bo dotaknil in ti se dotakneš njega. In moramo oboje, to je ena stvar, da v tem vesolju je vse v medsebojnem odnosu. A veš, nobena sila ne deluje solo. Vse je pripleteno in vse vpliva eno na drugega in to mislim, da je naslednja stopnja, ki jo bomo morali dojeti. Da pač oboje obstaja, pač imej pozornost na obeh. Mogoče je bolj zapleteno, ampak tako je. A ne, je pa tako, bom rekla, da je zelo veliko
jaz vidim ženske, pač, ko prihajajo k meni, zelo veliko žensk je že tako izčrpanih, zaradi tega, ker so nas naučili, da vedno imeti fokus od zunaj sebe in zaradi tega, ker nikoli nismo polagali pozornosti na duha v meni, a ne, da nas je zelo veliko disociiralo že kot zelo mali otroci, eni že v maternici, eni pri rojstvu, eni potem v prvem letu ali pa nekako do 7. leta se jaz, ko gledam in ko se pogovarjamo, večina ljudi je disociranih. To pomeni, da neki nivojev je tle, ti ta fini nivoji, kamor spada moj duh, ki živi v meni, so pa odzuni. In kaj se zgodi je, da jaz avtomatsko, če je ta del zelo pomemben del mene, imaš prav, tle odzuni mene, bom jaz imela fokus skozi odzuni sebe. A ne, in ko imam fokus odzuni sebe, ena stvar, ki se pojavi, je strah, zaradi tega, ker tle odzuni je toliko stvari, ki jih ne morem kontrolirati, da se pojavi strah in se potem posledično pojavi to kontrol frikovstvo, ki me ima pa na avtomatiki in me žene, da delam in tle odzuni nikoli ne bo vse porihtano. Mene je tako rešilo en Facebook post, ne moreš verjeti. Da Facebook ima tudi svoj smisel. Jaz se želim učiti od vseh, od klošarjev, od Facebooka, od razsvetljenih mojstrov, jaz se želim učiti od vseh. In ta Facebook post je rekel, nekoč bom živela v teoriji, ker tam vse štima. Jaz sem se usedla s tem in sem si mislila, o moj bog, v praksi nikoli ne štima, življenje ni urejena stvar, življenje je tok. It's a mess. It's a mess, a ne? In me je tako nekako odrešilo, tako, vse ne, da prej nisem tega vedela, ampak tako nekako sprostila sem se v to, da pač je, kak je. Se pravi, ko je moj fokus skozi tle odzuni, moja energija skozi ven odteka in slej, ko prej se tle pojavi manjko. In zato, ker je moj fokus še vedno odzuni, bom jaz zdaj v minus šla za to, da bom napajala tale zunanji del mene in to okolico in to v kompletu s tem kontrol frikonstvom. A ne, vemo, da je zdaj, ne vem, koliko so zdaj statistike, polovica ljudi že izgorelih. Ja, verjetno že več. Ja, in se mi zdi tudi to ful pomembno, a ne, najprej poklicati nazaj to svojo esenco. Jaz rada, da besedo esenca uporabim, zato ker je toliko veliko nekih stvari, ki so zlorabljene, a ne, nekih besed in ta esenca se mi zdi tako zelo čista. Se pravi, ta najbolj fini del mene, ta duh, da ga pokličem nazaj tle not, da sem zdaj cela tle in da lahko začnem s to izmenjavo z okoljem. Zato, ker ko sem jaz čist izčrpana, pa čist na koncu, sem jaz dejansko potegnem ven najslabše dele vesne za družbo. Najbolj razdidaralne, ne sam za družbo. Tudi jaz nisem zadovoljna z ono vesno, ki pride ven takrat, ko je izčrpana. A ne? In spet nisem celostna, spet sam eni deli mene lahko živijo. Tako da nekako se mi zdi, na točki, na kjer večina ljudi je, mora najprej nahraniti sebe in poskrbeti za sebe. In to so včasih zelo majhne stvari. In včasih vključuje postaviti meje. Zdaj spet meje lahko postavim iz fuck-offa, zato ker sem že tako prazna in vas imam tako poln kufer, da bom iz tega izhajala. Lahko pa iz te nege zase. In jaz tle zelo poudarjam to neko nežnost do sebe, ker ženske se kritiziramo, tako da res ni. Če bi nekdo drug mene tako kritiziral, ko jaz sama sebe kritiziram, ne bi nikoli bila prijateljica z njim. Ja, to je res. Za večino to še zmer velja. Tako da ena izmed teh faz, v katerih se pogovarjamo zdravljenja ran, v katerih se pogovarjamo na delavnicah, je aktivirati to notranjo negovalko. Ta del mene, ki skrbi za to, da sem dober, zato, da bom lahko dober do sebe in dober do drugih, da bom imela ta spektr, da bom imela to celostnost. To se mi zdi tako zelo pomembno. In ko sem prazna, ko sem ko reže jezna na vse, ker sam dajem in se mi zdi, da nič nazaj ne pride, potem postanem to vedro brez dna. Ker ne glede na to, koliko pride, jaz sploh ne opazim, da je prišlo, ker poganja me ta moja jeza in to, da sama za vse in na voljo ves čas vsem, in se mi zdi ful pomembno notranjo negovalko vključiti, nežna biti do sebe in najprej se nahraniti toliko, da sploh imam kaj zadati. Itak, ja. Ne? Ja, zaradi tega pravim, da je v bistvu to naslednja stopnja. Jaz popolnoma razumem, da smo sploh morali najprej iti v to stopnjo, mogoče na nek način tudi ega, da sploh začutiš, da imaš ti neko, da imaš sebe, da imaš individualnost, tist svoj košček, ki ga je treba nahraniti. Zaradi tega, ker pač nekako
recimo, da gremo ven iz tistih tisočletij, ki so vse to rezali, brisali, pač to ni obstajalo, ni smelo obstajati. Ne? Ja. In absolutno najprej moraš sploh do te točke priti, da rečeš, ja, se jaz v bistvu obstajam, wow, ja, ok, kva pa naredi s sabo? Ja. In pa šele v bistvu iz te točke lahko začneš gledati tudi navzven, Ja. kako pa se jaz umeščam v nekaj več. Točno to, in da res skupnost mora biti dobra, da sem jaz lahko dobra na dolgi rok. Na kratkega že lahko se odločim, pa ignoriram skupnost, pa sem jaz v redu, pa me briga, kak si ti. Ja. Na dolgega to nikoli ne funkcionira. Ja. Tako da, in ful se že veselim v bistvu, če zdaj rečemo, in to je spet ena stvar, o kateri se tako radi pogovarjamo, ta nova energija. Če zdaj rečemo, da se nekaj spreminja na Zemlji, recimo, da je za Zemljo celo čas, ki gre v neko drugo obdobje, rečemo temu. In jaz osebno mislim, da ne bo to v roku naslednjega leta, da bo bolj 2 generaciji najbrž, ali več. Ampak tako. Glede na to, da smo nekaj tisoč let tole gradili, mislim, da ne gre v enem letu vse. Ja, in tudi vidim, kako jaz, če pogledam sebe, čisto sam sebe, na kjer način bi lahko zdaj preklopila na novo energijo in shiftala na novo energijo. Med tem, ko je človeštvo tle, ko je, ko so sistemi tle, ko so... Sara, jaz ne vidim za sebe, kaj bi to bilo. In mislim, da to pač postopamo. 40 let so me učili ene stvari, jaz ne morem kar tak shiftati. Tako da mislim, da morajo priti enih par generacij, ko se bo v te, rečemo, nove nivoje energije rodilo, da bojo lahko res nekaj novega ustvarili. Kar ne pomeni, da nič ne moramo zdaj narediti. V bistvu, to je meni tako zanimivo, ko se pogovarjam z ljudmi, ki mislijo, da jaz čisto nerealno vidim stvari in da, ne, Sara, to je utopija, o čemer ti govoriš. V bistvu, sploh ni poanta o tem. Poanta je v tem, da obstaja neka vizija, kjer je svet lahko zelo drugačen, kot trenutno in absolutno veliko lepši, bolj primeren za življenje. In te vizije ne bomo nikdar dosegli, če bo vsak posameznik, pa vsaka generacija rekla, to je utopija, zato ne moramo nič narediti. Potem se na nobeni točki ne bo naredil ta prvega koraka proti temu. Ja. In itak delovanje človeka danes ni, njegov pravi smisel ni v danes, ampak je smisel v generacijah za tabo. Zaradi tega, ker je smisel tega, da smo mi danes tukaj v tem, da mi prihodnim generacijam damo vsaj za odtenek lepši svet. Da svet oplajamo, ne da ga izčrpavamo. Kako si to lepo povedala. A ne? Ja, to oplajanje. A ne? In samo prepoznaj, kaj je tisto, kar ti lahko dodaš k tem korakom, da se bo mogoče enkrat, saj ne veš kdaj, mogoče ne boš tega doživel, ampak je point v tem, da ne boš doživel. Ne. Ni point. In tudi ne veš, a ne boš, ker če obstaja reinkarnacija slučajno, potem mogoče boš. Ja, zelo verjetno boš, Jan. Ampak dobro, pa se lahko tudi to spustimo, aj zdaj tistmu takrat važen, kva si tukaj danes. Pa aj danes važen, kva bo tist pol, ki pač ne bo glih čisto v tej osebnosti, kakor si ti danes. Ampak v vsakem primeru če si del življenja, si del nečesa veliko večjega, kakor samo ti. In je poanta, da si konstruktivni del tega veliko večjega. Ja, in ti si tle res dobra, ne? To moram reči. Tako, jaz te ful občudujem in tudi tvoje videe gledam si. Mislim, to, Sara, to, povej nam, kaj je možno. Res, ker se mi zdi ful pomembno, ne? Zato, ker tako, zdaj se ne spomnim, kaj že tale gospod angleško je govoril, ko si ga imela pred kratkim. Rob je tako dobro rekel, da je rekel, če vem, kje hočem biti čez 30 let, mislim, da je bilo, potem vem, kaj lahko danes naredim za to, da bomo to smer hodil. In ta smer je važna. Mogoče ne vemo, kako bo izgledala skupnost, ampak vemo pa, v katero smer bi radi šli. In to smer ti tako lepo nakazuješ na nekaj, kar jaz rečem, kako bi bilo pa to dobro, če je možno to za človeštvo. In sočasno dopušča možnost, da iz tle, kjer smo zdaj, iz tega nivoja zavesti, sploh še ne moramo videti, kaj bi lahko bilo. Ne moramo. Vem pa, da želimo to smer hoditi do takrat, da se mi pokaže, kaj bo. Ja, a veš, prav to je, kar si tudi ti prej omenjala, da
da mogoče zdaj v tem trenutku ne veš, kam bi morala iti, ne veš, kaj vse je možno, ne veš, kaj vse te še čaka, kaj je na tvoji poti. In življenje ni narejeno zaradi tega, da bi ti pri rojstvu dal tisto navodila za uporabo do 90. leta, a ne? Ampak je narejeno za tukaj ga imaš, zdaj pa živi. Ja. In pač ne rabim ti danes dati slike za jutri, zaradi tega, ker danes imaš danes. Ja, Torej, samo odživi danes na najboljši možni način in jutri bo že prišel. In mi danes absolutno ne moramo vedeti, kaj bo čakali, ne vem, otroke, ki so se danes rodili. Ne moramo, ker življenje tako ne deluje, ker sploh ni smisla v tem. Ja. Ampak še vsem pa lahko danes naredimo vse, kar je v naši moči, zato, da bo za te otroke na nek način poskrbljeno, da jim bomo lahko omogočili eno polje, kjer se bojo lahko v polnosti razvijali. In to je smisel. To je smisel nekega zavestnega življenja. In to je čist zadosten razlog za to, da danes narediš vse, kar je v tvoji moči. Tako. In imaš zaupanje. Enkrat mi je en prijatelj tako dobro razložil besedo zaupanje. Ne? Je rekel, beseda se stavljena iz dveh. Zaupanje. Ja. Se pravi, imam upanje za to, da se bo tole zgodilo. Nobene garancije nimam, ne vem, a se bo. Ampak gojim to upanje, da se bo. Ja. A ne? Ja. In tudi, če se vmes 100-krat zalomi, lahko grem nazaj na to, upam za tole prihodnost. Upam, da se bo zgodila. In to se mi zdi pomembno. In se mi zdi pomembno tudi biti fleksibilen, da če vidiš, da se je pa nekaj še drugega, še boljšega pokazalo, da rečeš, ja, mogoče malo prilagodim tole smer, ker tole zgleda dobro. In se mi zdi, to je v tej energiji, ki zdaj prihaja na svet, ki je bolj, rečemo, malo bolj kvalitete ženske energije, tako radi rečemo. Čeprav meni se zdi, da je bolj pomembno, a je pozdravljena, a je nepozdravljena, ne glede na to, a je ženska, a je moška. Ampak v tej novi energiji, kaj jaz vidim, je, da je točno to, kar si rekla, sam za zdajle zemljevid jasen. Ne vemo več, kaj bo čez par let. In Krajen ima tako dobro eno zgodbo o tem, kako deluje nova energija, ki je meni ful blizu. On pravi, v stari energiji je bilo tako, si kupil stanovanje, si se vselil not, si prerazporedil vse stvari, si postal lačen, si šel v trgovino, ker pač nimaš hrane doma, recimo, in si prišel nazaj in je bilo vse isto, tako si postavil. Je rekel, v novi energiji je pa takole, prideš, se vseliš, razporediš pohištvo, zložiš not vse, postaneš lačen, greš v trgovino. Priješ nazaj in opaziš, da se vso pohištvo samo od sebe prerasporedilo. Ja. Je rekel, zdaj, če delujete še tako, kot ste delovali v stari energiji, boste mogoče so te prenajdli, odvisno, koliko ste lačni, ampak pol boste pa vso pohištvo prerasporedili nazaj, tako da bojo kuhinjske omarice v kuhinji in to, kar je v kopalnico, sodi v kopalnici. In je rekel, če boste delali tako, se boste čist izmučili, ker ko boste šli na sprehod pa nazaj, boste opazili, da se je spet vso pohištvo drugače razporedilo kot prvič, vsakič čist drugače. In potem je rekel, kako bi pa bilo smiselno delovati v novi energiji, pa da se ne izčrpamo, je pa tako, da priješ domov, pogledaš, v kateri sobi je kuhna in greš jesti. Ja, in priješ naslednjič in pogledaš, kje je kopalnica in se greš susirati. A ne? Make sense. In jaz to opazujem v svojih projektih. Jaz si že lahko zmislim, kaj bom drugo leto delala. Dam celo urnik. Ampak res ne vem, a bom to delala, a se bo to uresničilo, a se ne bo. Ja. In to se je tako lepo zdajle, enih par ljudi poznam, ko jih je čist izčrpalo to, da so se vsako uro skoraj ukrepi spreminjali. Ja. In meni je bilo, tole je tak fejst, tako pričakovana nova energija, to je točno to, kar je nova energija. Nikoli ne veš in ne rabiš skozi vedeti, kje si. Takrat, ko boš mogel narediti delavnico, moraš vedeti, a jih lahko vodiš, a moraš PCT preverjati, a hočeš PCT. Jaz ne rabim danes vedeti, kaj bo drug teden. In za večino ljudi je to tako zelo scary, ker smo navajeni imeti 5 pa 10-letne plane, tako so nas učili, navajena sem vedeti, kje bomo, ko bomo penziji, a bom imela penzijo. Nič več ne vemo. In je res ta zemljevidek, tudi to notranje vodstvo je vedno za zdajle. In včasih je zdajle vodstvo tako, čez eno leto bo čist drugačno. In imeti te živce, rabiš živce, zato da lahko vsak trenutek slediš. In zato, da nimaš te garancije, kaj bo, in se zavedaš, da je nimaš, rabiš kar malo imeti živce. Pa veliko zaupanja. Tukaj je ful pomemben element zaupanja, da karkoli bo, bomo shendlali.
Ja. Imam vire znotraj sebe in življenje vendarle je namenjeno samoohranjanju. Ja. Tako da bomo najdeli pot takrat, ko se bo pokazalo, da je treba spet z nekimi novimi elementi pač rokovati. Ja, nujno. Ja, pa zdajle v tem obdobju, ko se je toliko stvari spremenila, ne, pa jaz mogoče sem še malo bolj tako fleksibilna glede stvari, sem malo bolj že mogoče navajena tega, kljub temu, da je tudi meni to še čist scary, ne? Ampak v nekem trenutku sem začutila, da žalujem za tistim, kar je bilo. In sem si prav tako rekla, ja, na mestu je. V bistvu je nekaj popolnoma novega, tudi neka nova jaz se rojevam in je v redu, da si dam ta prostor odžalovati za nečim, kar je bilo. Pa tudi, če ni bilo perfekt. Ampak je prav. A ne? In mogoče res, to se mi zdi, da gre ful tako skupaj s tistim, kar si tudi prej rekla, imeti to nežnost do sebe, da si daš prostor, da v kakšnem trenutku si nemočen, v kakšnem trenutku ti je hudo, v kakšnem trenutku ne zmoreš. Ja. In si samo daš prostor, ja, v redu je. In da se ne ustrašiš tega in zablokiraš, ampak daš res temu prostor, tako izrazi se. Ja. Ja. In to nismo naučene, a ne. Vidim, ko sem šla pogledat, recimo, koliko časa je minilo od takrat, ko sem bila recimo stara 18 let, ali pa tudi, če vzamemo 22, ko končamo študij, pa res začnemo sami živeti in smo tudi ekonomsko nekako, neodvisni od staršev. Ko sem šla jaz pogledat, torej, če je bila prvih 18 let za mene odgovorni, so bili moji starši, recimo, a ne, in so me oni vzgajali. Po 18, ko sem postala samostojna, sem vzgajala samo sebe. In ko sem šla pogledat, kako se vzgajam, kako sem se vzgajala, sem videla, da sem v bistvu vzela tisto, kako so me drugi v otroštvu vzgajali in nekatere stvari nadgradila, tako kot kritika. Jaz sem bila veliko vzgajana v kritiki, ali pa tako sem doživela besede, ki so bile izrečene, a ne, bom tako rajš rekla. In potem sem sama sebe zelo veliko kritizirala. Sem bila recimo vzgojena o tem, da je treba skozi delati, in potem sem sama sebe še bolj neumorno priganjala, kot sem bila priganjana v otroštvu, a ne. Tako da sem šla vse tiste dele pogledati, ki recimo za mene niso delovali, ne pravim, da je bilo z njimi kaj narobe, ker tudi to, da te delati naučijo, je ful dobro, ampak za tisto, kar za mene ni delovalo, in sem pogledala, kaj od tega še dalje sebi delam. In sem ugotovila, da skoraj vse, na eni točki sem to ugotovila, a ne. In tudi to sem mogla odžalovati, da sem bila sama sebi ful slaba mama, negovalka, kakorkoli bi to rekli, a ne. Ampak resnica je, da nekdo drug mene ni mogel poznati tako dobro, kot sama sebe poznam, a ne. In mogoče niso, ker so izhajali iz sebe in smo zelo različni, so mogoče naredili najboljše, kar so lahko, pa še vedno ni bilo primerno za mene. Jaz pa vem, kaj je primerno za mene in si še vedno dajem tisto, kar ne deluje za mene. A ne, in tle sem se res prav tako usedla v tej svoji žalosti, ful veliko žalosti se je sprostilo, a ne. Pokazalo najprej, seveda, in potem sprostilo, ko sem rekla, wow, ful sem slaba mama sama sebi. Ta notranja mati je tako zelo neprimerna za mene. In tle sem pol začela gledati, kaj pa rabim. In si počasi, spet počasi, to je leto, 2 proces lahko, ne. Počasi, ko opazim, da se spet bičam, ali pa da se spet priganjam, ali pa da sem na meji izgorelosti, pa še kar teram, ali pa karkoli je že tisto, da recimo se kritiziram, ko bi rabila v resnici se potolažiti, ne. Da se takrat ustavim pa rečem, wow, spet si to delam, ne kot kritika, ampak sam kot wow, kot neko sočutje, a ne, in potem pogledati, kaj v resnici rabim. To je tako zelo pomembno vprašanje za mene, a ne, kaj v resnici rabim zdajle in si potem dati to. In to so mali trenutki, vsakodnevni trenutki, a ne, ki se mi zdi, da naredijo ful veliko razliko, tudi v tem zaupanju do življenja. Zaupanju do sebe, a ne, ker če lahko dobro poskrbim za sebe, si bom lažje zaupala, ker če ne poskrbim dobro za sebe in bom lažje tudi zaupala življenju, da bo poskrbelo za mene. A ne, ker sem tudi videla, da ful velikrat ne znam od življenja sprejeti to, kar mi ponuja, da rečem, prosim, lahko dobim, pa pride pa rečem ne. A ne? Tako da sem mogla v bistvu, in to je skozi to, ko sem imela s črevesjem probleme, a ne, ker tanko črevo je namenjeno temu, da usrka dobro iz hrane, v tem primeru iz življenja, a ne,
In debelo črevo je namenjeno temu, da izloči, kar je neuporabno, kar je odslužilo. In takrat, ko sem imela te težave, sem se resno usedla zraven, pa sem rekla, ok, a znam od življenja sprejeti vse, kar mi ponuja, in je bilo tako daleč od tega. Ne? Želim si, nisem pa sposobna sprejeti. In sem pol začela to delati na sprejemanju in sem videla, wow, življenje meni ful velik daje, ne? Če bi jaz le vzela. A ne? Tako da to zaupanje do življenja ima tudi ful veliko enih nivojev, a ne? In kar veliko stvari je fajn pozdraviti. A ne? Ni dovolj, da si želim, da bi zaupala življenju. To je ena izmed stvari, ki jo lahko naredim, a ne ta želja, wow, vidim, da ne zaupam, a ne. In potem je to zdravljenje, kaj vse moram znotraj sebe pozdraviti za to, da bo lahko življenje začelo teči skozi mene, da bo nekaj izmenjavati le, a ne, da imam občutek, da sam dajem, do mene pa nič ne pride. In potem mu lahko začnem zaupati, ko vidim, da wow, vedno je poskrbljeno za mene. A ne vedno, mogoče ne vedno točno tako, kot bi si želela, ampak življenje, če se odločiš, da boš mu se predala, bo vedno poskrbelo za tebe. A ne, življenje poskrbi za svoje, je enkrat ena rekla in mi je bilo tako, kako si to lepo povedala. Ful dobro. Nač, jaz ti bom kar še tisto zadnje, nekako bolj klasično vprašanje zastavila, kaj bi bila tvoja popotnica poslušalcem? Jaz bi rekla, dovolj pozdraviti dele sebe, da lahko začnemo slediti življenju, ker tako, kot smo rekle, bo zelo hitro spreminjajoče se in biti okej s tem, da mogoče ne vem, se mi zdi ključno. A ne? In v vsakem trenutku pogledati, kaj je zdaj živo. In potem slediti temu. Tako mislim, da ne moramo zgrešiti tega prehoda v novo energijo, ki rečemo temu, da bo bolj človeku prijazno življenje prinesla, kot pa to, kar smo bili zdaj navajeni. Ja, to mislim, da je res kar taka zelo kvalitetna popotnica. Super. Hvala ti. Hvala, Sara, in hvala vsem, ki ste tole poslušali. Upam, da je bilo kaj koristnega za vsakega. Ja, hvala.